pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 30. kroga prve slovenske nogometne lige Telemark. Na Bonifiki bosta krog zaokrožila ekipi domačega Kopra in Celja. Zdaj so Koprčani dogajanje preselili na polovico Celja. Dober prenos na Šušnero. Šušnera pred vrata, odličen predložek in gol! Lamin Koli, Koper je prišel do vodilnega gola. 1-0 vodijo rumeni Kanarčki v 13. minuti srečanja. Najprej zares sijajen predložek Šušnere, ki je vpisal drugo asistenco v letošnji sezoni. Koli pa se podpisal pod 7. gol, njegov jubilejni 10. zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Zabeležil ga je na 45. tekmi. Koli pa je ponovno dobil skok, prekratka sta bila Stojinović in pa Janičić, odlična žoga Gambica, tu je Kakim Peris, Peris strelja in mimo desne vratnice Matjaža Rozmana, sijajna akcija Kopra. Morozov, odličen strel, to da brani Golubović. Kuzmanović in Brecel. Stojinović. Kuzmanović, odlična podaja in gol! Gol za Celje, 1-1, Ester Sokler je meril polno. To je 4. zadetek Soklerja v letošnji sezoni in Celjani so torej prišli do izenačenja. Dolgo časa so oblegali vrata Kopra. To je bila prava invazija grofov na domačo obrambo in Ester Sokler. Tudi v tem elementu je seveda izjemen nogometaš iz Domžal pa Koli. Dobra poteza Kolija, poglejte kako je Gambijec močan. Koli išče rešitve, Koli, dobra žoga Kolija in kaj je zapravil Kakim Peris. Igro z roko so, mislim, da želeli Celjani, to da njihova želja ni bila uslišana. Krasno Peris, izpadel je Morozov. Kakim Peris je zdaj osvojil precej prostora. Peris pregrava, Peris! Kak se gol Perisa! Fantastično, Kakim Peris! Njegov 9. gol v letošnji sezoni, 5. proti Kopru. Zdaj je v slogu Marcela Kiršerja slalomiral med branilci Celja in potem premagal Matjaža Rozmana. Trenutek čarovnije, trenutek navdiha in inspiracije, kakšen zadetek Kakima Perisa. Fantastičen gol Jamajčana, kako je tu premešal štrene v obrambi Celja, bodimo zdaj pozorni. Stojinović na desno za Brecla, lepa poteza tokrat strani Amadeja Brecla. Tudi z levo lahko pošlje uporabno žogo, to da tokrat mu ni uspelo, na mestu je bil Golubović. Zdaj bodo verjetno Celjani pritisnili, ko si bodo zadaj Koprčani žogo izmenjavali. Tule Koli preigrava, Lamin Koli strelja, brani Rozman. Je Vrbanec tisti, ki ima rumeni karton, bi morda lahko pričakovali, da bi Rozman slednjega povlekel iz igre. Predložek zdaj pred vrata in ni zadetka, kakšna priložnost za Celje. Šaragić. Treba je reči, da je kar poživil igro Anisja Šaragić, da dobro utekava po levi strani, napaka, tole je Koli, gol! Gol za Koper! 3-1 vodijo rumeni Kanarčki, zaploskali so na klopi Kopra, tudi Ivica Guberac se izrazito veseli. Damjan Vuklišević zahteva prepovedan položaj, to da od celjskega branilca se je žoga odbila proti Koliju in slednji je polizal nogometno smetano, premagal Matjaža Rozmana in s tem bržčas že zabil zadnji žebelj v krsto Celja. Koli pa je dosegel že 8. zadetek v letošnji sezoni. V moji družbi pa je Zoran Zeljković, za zdaj sicer še ne nasmejan, ampak verjetno pa zadovoljen z rezultatom. Ja, zelo sem zadovoljen, zelo pomembna tekma, težka tekma, verjamem tudi zelo gledljiva. Mislim, da smo si preigrali ogromno priložnosti, nekaj golov dali, lahko bi še kakšnega, ampak moramo biti zadovoljni in gremo naprej.
Tekma zelo gledljiva, tega smo se nekako tudi navadili od Kopra. Za trenerje pa verjetno kar težka. Vi bi verjetno raje, da se malo manj dogaja. Iskreno, jaz imam rad, da se dogaja, ampak bolj pred njihovim golom. Tako da ne maram, da se pred našim, ampak to je nogomet. Najbolj pomembne so 3 točke, na koncu smo se odbranili, trenutke tudi trpeli, kar je normalno. Zdaj imeli smo že prvo polčas eno situacijo, ko bi šli lahko na 2-0 in tako je druga tekma, pa bi taka tekma je bila, no, lahko bi tudi oni dali kakšen gol, ampak če damo nekako vse na kup, jaz mislim, da smo si več preigrali in zasluženo zmago. Ves čas nekako pravite, da je vaš cilj Evropa, še vedno ostajate pri tej trditvi? Ja, sigurno, naš cilj je Evropa, se pravim. Vedno pa govorim, da gremo vsako tekmo na zmago, se pravi, imamo še v obeh lovorikah smo v igri, mi verjamemo od prvega dne in gremo kolo v kolo. Najlepša hvala in srečno. Gospod Rožman, tekma, ki so jo nekako odločile malenkosti, katere po vašem mnenju? Pa ne bom jaz komentiral stvari, ki so jih, bom rekel, vsi na televiziji še boljše videli. Jaz mislim, da smo gledali eno dobro tekmo, gledljivo, nekako bi rekel menjaje, v smislu neke posesti, v smislu nekih priložnosti. Žal mi je, da mislim, da pri 1-1, da smo imeli eno zelo dobro obdobje, kjer smo imeli praktično 2 100% priložnosti, da bi mogoče tam šli, bom rekel, na to razliko, vse, kar se je pa pol dogajalo, pa ni več moja stvar, da komentiram. Torej, kar se tiče te vaše glasnosti ob robu igrišča, tega smo sicer vajeni, ampak danes pa je bilo tega vendarle še posebej veliko. Ja, sej, bom rekel, bomo si pogledali posnetke, ogromno stvari je v letošnji sezoni že šlo proti nam, ampak tako pač je. Nikaj, jaz sem zadolžen za igrišče, želel bi pomagati igralcem na igrišču. Normalno pa je, da bom rekel, je težko biti v vseh situacijah miren, bom rekel, in samo spremljati situacije. Želeli smo pomagati igralcem, mislim, da smo si nekako pripravili situacije, kjer bi morali boljše izpeljati. Na koncu je zmaga ostala v Kopru, zato jim čestitam. Najlepša hvala in srečno. Ja, v moji družbi Luka Vešner Tičič, danes znova kar precej dobre volje. Koper je prišel do zelo pomembne zmage v boju za naslov. Ja, sigurno zelo pomembna tekma, še bolj pomembne 3 točke za nas. Kako to, da še vedno nekako ustrajate, tudi takrat, ko se morda zdi, da nasprotnik, recimo tako kot danes, doseže gol, da je imel celo nekakšen momentum, pa vi na koncu vedno znova pridete do teh 3 točk? Pa verjamemo vase, verjamemo, da lahko obrnemo vsako tekmo gremo tako noter, da bomo zmagali, tako da na koncu nam, hvala Bogu, vedno obrne. Najlepša hvala in srečno. Lepo zdrav v moji družbi po koncu tekme Dušan Stojinović, ne najbolj zadovoljen verjetno z rezultatom, odločile so malenkosti. Ja, mislim, individualne napake, meni se je pripetila tista za 3. gol in smo izpadali iz igre za izenačen izid oziroma za zmago. Mislim pa, da tekma je bila enakovredna in ja, res je, da so minimalne malenkosti odločale. Kaj je tisto dobro, kar lahko vzamete naprej? Definitivno nekako to consko branjenje, premikanje linije, bili smo kompaktni do neke mere, do neke minute, potem pa, ko loviš rezultat, se igra spremeni. Najlepša hvala in srečno.